rata zamuditi nič najbolj, da jaz kar se začnem oblačiti, ker če ne bo še na nastavu zamudila. O, Nina, a zamudila, ker so četak dolg na okrog svetla? Jaz svetla. Luč nad likalnikom je svetla, ker sem utrto štirkala. Poglej, kako svet. Koga nas je Lenka učila. Ja, vidim, no, pejte. Svet se. No, zdaj pa gremo. Kam pa s to gremo? Je bo kaj preveril? Ne, še vem nekje je. Vem samo, da je v Franciji. Ne vem drugega, ker na zemljevidu sem pogledal, vem, da je v avtocesti. Ja, pogledala sem na internet, sem videla, da je nek grad, pa neka reka gre skozi mesto. Sem si pogooglala, gledala sem malo po ulicah, kje bomo spale. Vem, da čez mesto teče ena reka, da gre železniška proga, da imajo en grad, kaj več pa ne vem. Da je podobno veliko in isto število prebivalcev kot Medvode in da skozi mesto teče reka, to je vse, kar vem. Ničesar, razen mogoče to, da bo 20 stopinj zdaj v teh dneh, ko smo mi dol, drugega pa ničesar. Kaj vem o Kreju? Jaz sem že bila v Kreju, tako da mi je mesto samo všeč. Ja, mesto Krej se nahaja na severu Provence. Mislim, da nam bo zelo všeč, ker malo spominja na mediteranska mesta. Vem o kraju, pa čist nič, ker niti nisem vedel, kam gremo. Včeraj sem gledal slike, sicer pa nek grad ima. Jaz o Kreju vem samo to, da je eno zelo prijetno mesto, starodavno, ob reki, podobno kot Medvode, da imajo zelo bogato kulturno dediščino, da so v okolici čudovite planine. Nekje okrog 8000 prebivalcev, da je najvišji stolp v Franciji, pa še nekaj informacij sem si prebrala. Nisem že nikoli slišal za enega. Pojma nimam. Vem, da je na jugu Francije. Vem, kje leži, da leži v dolini Rone, na prehodu iz Provence v tisto pokrajino francoskih Alp, da je majhno mesto, okrog 7-8 tisoč prebivalcev, da ima en lep srednjeveški center, da imajo sejem zmeraj ob takem času, zato tudi gremo zdaj tja. No, Polona, pa bi ti meni povedala, zakaj smo spali danes tle? Tebi glih ne bom govorila, ker ne bo učinkovito, ampak bom raje naše publike, ki je danes z nami. Podaj no, Polona. Ja, no, se bom povedala, no. Pozdravljeni gostje na Franciji po Franciji. Ker je po Kreju, če smo natančni. Vse se je začelo z zelo dolgo vožnjo na avtobusu. In seveda nam tam ni bilo dolg čas. Ampak sem bila kar srečna, ko smo prispeli na cilj in smo lahko kaj zaplesali. Ja, na divjem delovnem vikendu smo se imeli res fajn. Sem kar mišice dobil, ko sem tako plesala, ne, Polona? Ja. Zaradi stoletij preseljevanj ljudstev po slovenskem ozemlju in zaradi slovenskih geografskih razmer se je v Sloveniji oziroma na slovenskem ozemlju razvijalo približno 50 narečij. Poleg tega pa se regije razlikujejo med seboj tudi po slovenskih ljudskih nošah. Zato smo se k resnici odločile, da se v Franciji predstavimo s pesmimi, ki prihajajo iz različnih regij in smo zato tudi različno oblečene, pa tudi pesmi izražajo svoj značaj oziroma značaj ljudi, ki živijo v določenih regijah. Zapele vam bomo koroško pesem, Rož podjuna zila, štajersko pojdem na Štajersko in pa prekmursko vsi so venci bejli. Rož podjuna zila, Rož podjuna zila,
pripravimo kar 210%. Res je. No, in zato smo pobratenje v Franciji vzeli zelo resno in smo kar pridno vadili. Ja, tako je. Žal pa je za naše nastope kar zmanjkalo časa. Zato smo kar sami naredili žur. Sem čez gore prpel, pa me drug ne pozna, kakor dekle moja.
Moj fantič je lep kot nagrno cvet, pa še lepši bi bil, če bi mene ljubil.
celotni novodobni zgodovini občine Medvode so potekala prijateljska srečanja in izmenjave delegacij s kar nekaterimi mesti v tujini. Če naštejemo le St. Ives v Angliji, Olofstrom na Švedskem, Esperange v Luksemburgu, Ivanec na Hrvaškem, Zaječar v Srbiji, Ponte San Nicolo v Italiji in seveda Kre v Franciji. In prav slednje, priteljevanje z mestom Kre, je tokrat obrodilo tisto zadnje uradno podpis listine o pobratenju. Podpisala sta jo medvoški župan Nejc Smole in župan mesta Kre Erv Marito. Kakšna je korist bratenja z mesti v drugih državah, razen tega, da peščica izbrancev potuje na občinske stroške in se druži s prijatelji iz pobratenih držav? Ja, torej, to je eno tako tipično, bi rekel, slovensko vprašanje. Pa je treba že na začetku razbiti mit, torej tisti, ki je pripravljen cel vikend nameniti temu, da prezentira svojo občino, v našem primeru celo svojo državo, v resnici kar dela. Torej 11 ur vožnje z avtobusom, če pogledamo današnji urnik, cel dan natrpani protokolarni dogodki, jutri predstavljamo s kulturo, s plesom, s pesmijo, Slovenijo in potem zvečer povratek. No, tisti, ki to doživi, ve, da je bolj malo prestiža v taki stvari, v dvodnevnih obiskih, pa vseeno. Po drugi strani pa treba poudariti, da se s tem krepi en ugled lokalne skupnosti, torej občine Medvode, ponaša se svet in po drugi strani krepi ugled Slovenije. Ravno, če se vrnem še enkrat na govor gospoda župana prej, večkrat je omenil te povezave, ki so v Franciji samoumevne, kjer se ne sprašujejo, kakšen je doprinos pobratitve, kakšen je pozitivni efekt tega, da se ljudje različnih dežel združujejo, pač pa to razumejo kot neko osnovno poslanstvo. Župan Nejc Smole je zaradi službenih obveznosti odšel domov že dan prej in že takrat strnil vtise tega uradnega, napornega, pa vendar še vedno prijetnega vikenda. Moram reči, da sem v teh 2 dneh in pol imel kar nekaj prilik se podružiti z županom mesta Kre, gospodom Hervéjem Maritonom. Kaj sem se naučil oziroma kaj se je on naučil od mene? Vprašanje, dobro vprašanje. Jaz mislim, da so to ene take drobne geste, da pravzaprav tisto, kar sva bila oba dva najbolj presenečena, so bili udeleženci. Ne mi dva, ker sva bolj stranska igralca v tej zgodbi, pač pa to, kako je pri tem vikend programu prišlo do enega neverjetnega prepleta med starimi in mladimi. Tudi če vprašate gostitelje ali pa tiste, ki se v tem Jumelage de Kre več udejstvujejo, vam bodo povedali, da se jim zdi to največji fenomen. Da so v isti dvorani lahko plesali stari in mladi in naši sorci so, če lahko uporabim to besedo, razturali. Jaz sem zelo vesela, da se je tudi Oton Župančič odločil, da se predstavi za mlajšo skupino. Izkazalo se je, da so mladi, ki so bili v tej skupini, zelo prijetni. Verjamem, da je imela gospa Alenka Perme zelo odgovorno delo, ker skrbeti takole za 21 mladih ni tako enostavno. Sama sem učitelj in vem, kako odgovorno delo to je. Hkrati sem pa vesela tudi, da so mladi videli, kako koristno je spoznavati druge dežele, kako koristno je širiti svoje obzorje in kako pomembno je, da na tak način lahko izpopolnjujemo svoj tuj jezik in poglabljamo vezi, ki nas delajo pač evropske državljane. In preden smo odšli domov, še mnenje ene izmed gostiteljic. Je suis très heureuse de ce jumelage. J'ai rencontré des gens formidables, principalement Lucas et Clara, et je suis leur grand-mère de France. Pravi, da je zelo vesela, da je spoznala nekaj prekrasnih ljudi, zlasti Luka in Taro, in da je postala njuna francoska babica.
No, lahko bi rekli, da je bila ena od stalnic na našem potovanju njuno oponašanje živali. Če lahko temu tako tudi rečemo. Na čase smo se seveda strinjali z gospodom Belšakom, da je otrok definitivno preveč, ampak vsaj pritlaganje mjavka.
Drinko čakamo. Ne Drinko. No, kako se vam je zdelo, Francija? Ste kaj nogo spoznali? Ja, jaz sem na začetku rekla, da bom verjetno uporabljala veliko pantomime, ker sem pričakovala, da Francozi ne znajo angleško, ampak sem dobila učiteljico angleščine za gostiteljico, tako da s tem nisem imela problemov. Je bil problem, no, ker ne znajo angleško, mi ne znamo francosko, tako da smo bolj z roko mahali pa z obraznim mimikom hoteli kaj povedati. Videli se tudi, da je vse na prostovoljni bazi, kar se same organizacije tiče, ampak generalno gledano je ena zelo lepa izkušnja. Res pa je, da se bo ta naša pobratitev, ta naša vez morala v prihodnosti utrditi, nadaljevati z skrbno planiranimi izmenjavami in sicer na vseh področjih družbenega in siceršnjega življenja. V oči je padlo dejstvo, da je v mestu veliko starejših ljudi in pa da je očitno njihov problem, njihove družbe neka razslojenost, da živijo mladi svoje življenje, starejši pa svoje življenje. Njihova življenja se že morda stikajo v zasebni sferi, v javni pa očitno bolj malo. Ja, ugotovila sem, da to Krajčanom ful veliko pomeni ta pogodba, v bistvu podpis, da so ful gostoljubni, tako kot sem pričakovala. Veliko novih ljudi smo spoznali, pa gostitelje sem imela odličnega. Se mi zdi, so sproščeni, so zelo taki pristni, kar bi lahko rekli za Slovence, da smo malo bolj zaprti. In se mi zdi, da ta različnost nas dopolnjuje. Če smo mogoče Slovenci ali pa če sem mogoče jaz zelo zahtevna do sebe, do svojih bližnjih, do svojih sodelavcev in tako naprej, bi bilo mogoče dobro, da se navzamem malo tega francoskega, počasnega, ležernega, na nek način uživaškega življenja. Mogoče ni nujno, da je vse tako popolno, mogoče ni nujno, da vsako stvar takoj pokritiziramo in tako iščemo slabe stvari. Mogoče je pomembno, da se družimo, da izmenjujemo misli in da se imamo lepo. In upam, da so se imeli Medvoščani lepo. Organizacija je bila bolj tako, če bi bilo mogoče malo bolj tako po regalcih, kot smo pri nas navajeni, bi mogoče imeli tudi malo več časa, da bi šli sami po mestu, bi si mogoče ogledali stvari, ki nas zanimajo, bi mogoče se usedeli na kakšno kavo in bi videli prav utrip mesta. Še zmeraj ne vem, kolikrat imajo ognjemet, drugače mi je bilo pa všeč. Ja, meni je bilo zelo lepo. Sicer je bil naš urnik kar zapolnjen, zmeraj smo veliko nastopov, vaj pa priprav, ampak sem kljub temu uživala. Imeli smo se zelo fajn, tako da to je to. Ful je bilo dobro, ful smo plesali, pa peli, pa pač super je bilo. Ko smo šli v Kre, nismo nič pričakovali. Pričakovali smo pač, da bomo nekje dobro predstavili Slovenijo, Medvode, ampak zdaj po tem, kar smo predstavili, jaz mislim, da je nad pričakovanji bilo vse skupaj izpeljano. Ja, moja pričakovanja so ful izpolnjena, mislim, bilo je ful dobro, pa ful smo plesali, pa se povezali s skupino tudi. Ja, to je to. Ja, meni je bilo ful dobro, v bistvu ljudje so ful odprti. Najboljše mi je bilo, ko smo naredili, ne vem, v soboto tako žurko pol zvečer, ko smo res ljudje so ful plesali, tudi mi, in je bilo ful zabavno, glavnem. Ful je bilo dobro. Žurko smo imeli, plesali smo, tako da ja, vse je bilo fajno. Bratenje, upam, da pridejo še kaj nam Francozi, pa da še naše konce vidijo, pa našo hrano, kot smo mi zdaj njihovo probali, ker je čisto drugače, kot naša, da še oni našo sprobajo. Tudi naše stvari so sprejeli, čeprav moram reči, da so Francozi starejši, majčkeno konzervativni glede hrane, ampak tisti, ki so probali, so bili navdušeni. Smo imeli pa zivo srečo, tudi tako, ko so bili dosti prijazni, imeli so tudi lepo urejen, sam pospravljajo oni, ne neki velik, ne. Kuhajo v redu, lačni nismo bili. Napakajo te pri kosilu do sitega pa še čez. Ja, jaz bi šel še en krog z avtobusom. Pa sirgurno, preveč sira. Kratka, sam sir v hrani. Voz je tudi malo čuden. Pa vsi se lupčkajo po potki. Pač ful se imajo radi. Pa da je ful sira. Pa da imajo tako debelo steno. Bilo je veliko sira, to so moja velika občutja. Zelo veliko sira, povsod je bil je sir na... Tudi v sladici bil je sir na pici, brez salame, bil je sir, povsod je bil sir.
to so moja velika občutja in jih ne morem primerjati z ničimer drugim, tako da to je to. To bi bilo to. Smo dobili, prostora ni bilo, domov smo jih pognali, da vsega ne požru. Juhej!
Malo počakajte in z nami jih pojejte. Thank you.